Lep pozdrav. Sem Vesna Tomaževič in vas lepo pozdravljam v imenu revije Viva Medicina in ljudje. Današnji spletni dogodek je nastal v okviru naše akcije Moj zdravnik, ki jo pri Vivi pripravljamo že kar četrt stoletja. Verjamem, da ste zanjo že slišali, naj pa vseeno na kratko povem, da gre za akcijo, v kateri imate bolniki možnost glasovati za zdravnika, pri katerem ste opazili posebno predanost in srčnost pri delu. Letošnje glasovnice so že bile razdeljene naokrog, lahko jih najdete v vašem društvu ali pa v različnih zdravstvenih ustanovah, v ambulantah, pri zdravnikih. Kot se za te čase spodobi, seveda lahko glasujete tudi prek spleta na spletni strani viva.si in sicer do konca aprila. No, danes smo se v sodelovanju z društvom Trepetlika odločili, da naslovimo eno temo Parkinsonova bolezen in razlike med spoloma. Morda malo naj spomnim, da je danes 8. marec in je tema še kako primerna, ampak vseeno tokrat z medicinskega vidika seveda. No, poleg predsednice društva Cvetke Pavline Likar je z nami danes tudi docent dr. Dejan Georgijev z Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in po navodnem govoru predsednice društva bomo prisluhnili tudi predavanju dr. Georgijeva, nato pa seveda sledijo tudi vaša vprašanja. Vprašanja, kot ponavadi na takih dogodkih, lahko zastavljate že ves čas v revijo chat, spodaj jo imate na ekranu, jih kar vpišite in bomo pač na koncu dogodka se vrnili nanje in povprašali naše današnje goste, da nam pomagajo odgovoriti nanje. Nekaj teh vprašanj je že prispelo po mailu, tako da tudi na te bomo na koncu odgovorili. Tako, zdaj je čas za uvodne besede in vabim Cvetko Pavlino Likar, da predstavi delovanje svojega društva. V imenu društva Trepetlika vas vse prav lepo pozdravljam in me veseli, da ste se v tako velikem številu odzvali povabilu na predavanje. Še posebej pa pozdravljam doktorja Dejana Georgijeva, ki je brez odlašanja pristal, da predava na današnjem webinarju. Društvo Trepetlika deluje že od leta 1990, ima nekaj čez 1200 članov in to bolnikov in njihovih svojcev oziroma skrbnikov. Nekaj je članov tudi iz strokovnih timov. Društvo deluje na več področjih. Prvo je skrb, da imajo bolniki zagotovljene vse vrste zdravljenja in obravnave. Namreč, če pride do kratkega stika, da se nekje nekaj spremeni, takoj urgiramo in tako smo lansko leto pri globoki možganski stimulaciji pač reagirali takoj, ko so jo hoteli ukiniti. Druga naša naloga je osveščanje, izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev. To pa delamo na več nivojih. Prvi nivo je takoj, ko bolnik dobi diagnozo in je povabljen v društvo na 2-urno predavanje. Problem je tukaj samo to, da mi podatkov, kdo dobi novo diagnozo, nimamo, zato moramo sodelovati z nevrologi. Na tem mestu pa bi rada povabila vse, ki ste pred kratkim dobili diagnozo, da se povežete z društvom, saj boste ne glede na to, ali ste člani ali niste člani našega društva, deležni 2-urnega predavanja o bolezni. Namreč zdravniki ob diagnozi nimajo časa, da bi to bolezen podrobneje obrazložili. Naslednja stopnja izobraževanja so 4-dnevni tabori za nove člane. To se pravi, takrat, ko se boste včlanili v naše društvo, boste povabljeni na 4-dnevne tabore, 10 do 12 predavateljem, strokovno vodstvo ima sestra Lidija Ocepek. Letos bo, mislim, že 29. tabor, izvajamo ga pa 2-krat na leto. Potem naslednja stopnja je pa Trli bomo orehe, so pa 3-dnevna izobraževanja za vse člane in sicer petek, soboto, nedelja. Tu pa upoštevamo želje članov in potrebe, tako da prilagajamo predavanja njihovim željam.
Tudi ta srečanja so v večjem številu, 150 članov, naenkrat dvakrat letno. Praviloma smo do zdaj na ta srečanja osebe, to se pravi tiste, ki so se udeležili, pripeljali tudi z avtobusi. Naslednja izobraževanja so potem po enotah. Imamo namreč enoto v Novi Gorici, Kranju, Ljubljani, Novem mestu, Celju in Mariboru. Tam pa se srečujemo tudi tedensko, ponekod tudi vsak dan. Dejavnosti pa pripravljamo odvisno od prostorov, ki jih imamo, od sredstev, ki jih imamo in od želja bolnikov, ki v tem območju živijo. Delujemo tudi po skupinah, naprimer samo mladi, samo skrbniki, samo bolniki z dolgotrajno oskrbo in bolniki, ki imajo možgansko stimulacijo. Naslednja stopnja so pa že naši priročniki. Do zdaj smo izdali 5 priročnikov, vendar so vsi pošli, tako da letos izdajamo ravno v tisku nov priročnik, ki mislim, da bo zadovoljil potrebe bolnikov in njihovih svojcev. Izdajamo tudi trepetliko, in sicer 2-krat letno, kjer objavljamo tudi strokovne članke, pa tudi poročila o delu in druge podrobnosti o našem delovanju. Posebno pozornost pa posvečamo telesni aktivnosti, tako so naši člani deležni plesa, joge, tajčija, nordijske hoje, tudi hidroterapije in v zadnjem času izredno popularen namizni tenis, ki se je začel v Mariboru, zdaj pa se že skupina pojavlja v Ljubljani. Delujemo tudi preko vseh medijev, na televiziji, v časopisju, povsod v lokalnih časopisih, lokalnih televizijah, posebej ob kakšnih pomembnih dogodkih in pa takrat, kadar obeležimo naš praznik, to je 11. april. Vplivamo pa tudi na politične odločevalce, saj smo lansko leto uspešno s pomočjo tudi Zveze paraplegikov je bil sprejet v parlamentu zakon, s katerim je bilo tudi bolnikom s Parkinsonovo boleznijo zagotovljena obnovitvena rehabilitacija. Financiramo se s tem, da se prijavljamo na različne projekte Ministrstva za zdravje. Trenutno tečejo 3 projekti na Fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, ter zadnje čase tudi zelo na lokalne razpise, ker so nekoliko sprostili pogoje, namreč do zdaj je bilo treba imeti sedež v tisti občini, zdaj pa lahko imamo samo člane. Iz tega lahko vidite, da smo zelo aktivni in da vabim vse, ki se še niste odločili, pridružite se našemu društvu. Videli boste, da je prvič zabavno, dobili boste primerno okolje, poln izkušenj, poln znanja, bodite pa še naprej aktivni, prehranjujte se pravilno, umsko se udejstvujte, družite se in pač izobražujte se o bolezni, katera je nepovabljena prišla v vašo družino in bo tu tudi ostala. Namreč bodite pozorni in malo razmislite, danes bomo poskušali od vas izvedeti tudi, katere so tiste teme, o katerih bi radi, da v bodoče naredimo še kakšen webinar in pripravimo še več vsebin pri naših medijih. Tako da takole smo pripravili nekaj predlogov. Če ste tako prijazni, morda lahko glede na tehnične težave kar začnemo, pa probamo odgovoriti, pogledamo, če bomo. No, vabim vas, gledalce, da kar morda odgovorite na tole naše vprašanje, pa bomo potem kasneje pogledali,
kaj ste nam odgovorili in kakšni so rezultati. Najlepša hvala. Zaenkrat zaključujemo tole anketo, bomo pol na koncu predavanja še pogledali rezultate. Ana, predlagam, da se sem znala sama ugasniti. Evo, doktor Georgijev, vi se z Parkinsonom srečujete prek svojih bolnikov vsak dan, pa vas vabim, da kar začnete svoje predavanje. Hvala za vabilo vsem, pa še Cvetki Likar, ki je predsednica Društva trpetlike. Saj upam, da bomo rešili tehnične težave in da vas bo pol na koncu pravzaprav nagovorila. Moja naloga je, da danes povem pravzaprav nekaj stvari o v bistvu razlike med spoloma pri Parkinsonovi bolezni, kar precej v bistvu taka vroča tema. Še posebej v zadnjih recimo 5-10 letih, dolgo v bistvu se za tem vprašanjem, ali so kakšne razlike med spoloma, nismo ukvarjali. No, v zadnjih 5-10 letih se je nabralo zadostno v bistvu število dokazov oziroma zadosti dokazov, ki govorijo pri temu, da dejansko so pomembne klinične in pa tudi drugačne razlike elektrofiziološke oziroma slikovne med pacienti z Parkinsonovo boleznijo. Se pravi, jaz bom začel v bistvu z tem, da je precejšnja variabilnost klinične slike Parkinsonove bolezni. Praktično, tako kot jaz vedno rečem svojim pacientom in ko so opažanja v bistvu vseh kolegov, ki se ukvarjajo s Parkinsonovo boleznijo, je tako, da pravzaprav ni dveh enakih oseb s Parkinsonovo boleznijo. Se pravi, vsak pacient ima svoj profil bolezni. Ta variabilnost je rezultat notranjih in zunanjih dejavnikov. Mi smo pravzaprav o tem, v bistvu naša skupina, lansko leto objavili tudi en zelo lep pregledni članek, ki je prejel tudi prvo nagrado za najboljši pregledni članek v zelo renomirani reviji Movement Disorders Society, se pravi Movement Disorders Journal. In je v bistvu že leta 2015 Parkinson's Disease Foundation razglasilo spolne razlike pri Parkinsonovi bolezni kot ena še vedno kot ena taka zelo pomembna tema, pri katerih v bistvu nimamo zadosti raziskovalnih podatkov. Zakaj je pomembno v bistvu, da prepoznamo spolne razlike pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo? Zdaj, jaz nič ne bom omenjal, veste, ker je veliko nevroloških bolezni in po mojem je pri vseh nevroloških bolezni pomembno prepoznati v bistvu spolne razlike, ker vendarle so pač v bistvu spolne razlike v prezentaciji različnih nevroloških bolezni. Se pravi, upoštevanje zanesljivih in dobro opredeljenih razlik med spoloma bi lahko izboljšalo diagnozo, prilagodilo in izboljšalo zdravljenje in bi lahko pomagalo pri izpolnjevanju socialnih in drugih potreb moških in ženskih s Parkinsonovo boleznijo. Se pravi, ni samo to, da pač mi ugotovimo, da so spolne razlike, ampak tiste so implikacije, pomembne klinične implikacije pri tem prepoznati, se pravi, tiste spolne razlike pri Parkinsonovi bolezni. Zdaj, ena druga razlika, ki jo pri nas v bistvu nimamo v slovenščini, v glavnem v angleščini, se uporabljata dva termina. En je seks, drugi je gender. Ko rečemo seks, to je ta biološki spol, mi rečemo biološki spol, izraz, ki se nanaša na genetske in biološke razlike med moškimi in ženskami, in to so pač razlike, ki so seveda jasne, izhajajo zaradi funkcij endokrinih žlez, testisov in ovarjev pri osebah moškega oziroma ženskega spola, in pa socialni spol, se pravi, to je angleščina gender, v angleščini gender, ki je širši pojem, ki zajema ne samo biološke spolne razlike, ampak tudi družbene, kulturološke in osebne posledice tega, kaj pomeni biti ženska oziroma moški. In v bistvu najbolj pravilno je, ko govorimo o recimo tistih spolnih razlikah, da govorimo v bistvu v tem smislu socialne praktično spolne razlike, ali pa v angleščini, recimo, ko pišemo oziroma ko predavamo, uporabljamo termin gender bolj kot samo seks, zaradi tega, ker tako kot sem rekel, je pomen spola veliko bolj razsežen, kot je pač pomen samega biološkega spola. Se pravi, spolne razlike izhajajo zaradi vpliva bioloških dejavnikov, hormonskih in drugih genetskih dejavnikov, zunanjih dejavnikov,
se pravi notrni, tako kot sem rekel, zunanji pa notrni dejavniki. In tiste spolne razlike se kažejo na različne načine, recimo razlike pri klinični prezentaciji med spoloma, v patofiziologiji, epidemiologiji, odgovor na terapijo in pa kvalitete življenja na koncu kvalitete življenja pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Kvaliteta življenja je v bistvu pač najpomembnejši, kako bi rekel, tak outcome measure pri marsikaterih študijah, zaradi tega, ker vse, kar naredimo, je to, da mislim, zdravniki je s ciljem pač izboljšati kvaliteto življenja na koncu pri pacientih. Bomo začeli z spolnimi razlikami v epidemiologiji. Se pravi, eno tako zelo znan, se pravi, zelo znano dejstvo je, da je Parkinsonova bolezen pogostejša pri moških. Mi v medicini vemo, da so pač določene bolezni, da je prisotna ena taka spolna segregacija pri različnih boleznih. Recimo Parkinsonova bolezen je bolj pogostejša pri moških, recimo ene tiste avtoimune bolezni, kot je recimo tudi multipla skleroza, je pač pogostejša tudi se bolj pogosto pojavlja pri ženskah. Se pravi, recimo prevalenca je višja, recimo 30 na 10 tisoč v primerjavi z 24 tisoč na 10 tisoč, to je iz ene študije iz leta 2005. Iz ene naše študije, ki smo jo objavili leta 2017, v bistvu je iz 62 pregledanih študij, objavljenih med letoma 1990 in 2016, smo ugotovili v bistvu, da je 59% bilo moških, 41% pa žensk. Se pravi, približno toliko, kar je tisto, kar pričakujemo v bistvu v različnih študijah. Recimo DataTop študija, ki je bila prva epidemiološka študija o Parkinsonovi bolezni iz leta 1990, tisto razmerje med moškimi in ženskami je bilo 2:1. Se pravi, več kot tisto, kar smo pač mi recimo v tisti naši pregledni študiji ugotovili. Je pa tudi res, da se razlika v prevalenci in incidenci povečuje s starostjo, recimo do 50. leta starosti, ker v bistvu ni tipična starost, ko se pojavi Parkinsonova bolezen, ker se Parkinsonova bolezen povprečna starost pojava diagnosticiranja oziroma ob diagnozi Parkinsonove bolezni tam nekje 60 let, je recimo enaka, medtem ko recimo pri starejših od 80 let je prevalenca bolezni večja, za 2-krat večja kot pri moških kot pri ženskah. Določeni podatki govorijo o tem, da se Parkinsonova bolezen celo začne prej pri moških kot pri ženskah. In v bistvu v drugih študijah, ki so skušali ugotoviti, kakšna je verjetnost za razvoj Parkinsonove bolezni, so ugotovili, da moški imajo pravzaprav dvojno večjo verjetnost za razvoj Parkinsonove bolezni v primerjavi z ženskami. Kar veliko, ne? In to je v bistvu ena taka značilnost po svoje mogoče tistih nevrodegenerativnih bolezni, ki imajo tendenco, da se bolj pogosto pojavljajo pri moških kot pri ženskah. Recimo, ko govorimo o bioloških genetskih dejavnikov, pa govorimo o različnih recimo genetskih oblik Parkinsonove bolezni, ki so mimogrede v bistvu peščice teh v primerjavi za recimo tisto sporadično obliko Parkinsonove bolezni. Recimo, da v črni substanci, to je tisto jedro, kjer v bistvu nastaja dopamin, ki v bistvu je degenerirano pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, upregulacija genov alfa-sinuklina in PINK2 pri moških s Parkinsonovo boleznijo, ne pa pri ženskah. Vendar recimo ena druga genska oblika v bistvu Parkinsonove bolezni, LARC2, je ugotovila v bistvu, da je pač bolj pogostejša pri ženskah. Spet govorim, to je tudi verjetno tudi, da je ena taka LARC2 recimo se veliko pogosteje pojavlja v določenih skupinah iz srednjega, bližnjega vzhoda, recimo kot pri ostalih pacientih. Niso recimo naši razlike pri genu, ki se mu reče Parkin, in pa pri genu za glukocerebrozidazo. Mi v Sloveniji v bistvu smo zaenkrat pač ugotovili v bistvu samo heterozigotne nosilce gena GBA, in je v bistvu drugih genskih oblik Parkinsonove bolezni nismo ugotovili, pa ne zaradi tega, ker imamo možnost delati genetike še pa še,
nič ne zaostajamo za bolj bogatimi državami, vendar nismo ugotovili, ker je tudi relativno majhna populacija v Sloveniji. Razlike v genih, ugotovili so pa tudi razlike v genih za oksidativno fosforilacijo in tisti, ki recimo vejo malo več iz biologije, oksidativna fosforilacija je zelo pomembna v bistvu pri nevrodegenerativnem procesu in so ugotovili, da je prisotna down regulacija genov za oksidativno fosforilacijo, se pravi, down regulacija pomeni inhibicija teh genov pri pacientih z Parkinsonovo boleznijo. Potem še vedno gremo naprej, kar se tiče vpliva bioloških hormonskih dejavnikov, se pravi, učinek estrogena je bil večkrat in veliko raziskovan. Recimo, znano je, da pri ženskah estrogen pozitivno uravnava komponente dopaminergične poti, modulira sintezo, sproščanje, presnovo in vezavo na receptorji za dopamin. In ženske z Parkinsonovo boleznijo, recimo tisti, se pravi, ki so zboleli za Parkinsonovo boleznijo, so študije pokazali, da imajo zgodnejšo menopavzo in pogosteje opravijo recimo operacije, kot je histerektomija, skupaj seveda z adneksetomija, kar pomeni pač odstranitev ovarjev, kar pa govori pri tem, da estrogen vendarle ima nek nevroprotektivni učinek. Recimo tudi zdravljenje z estrogeni pri ženskah s Parkinsonovo boleznijo po menopavzi včasih izboljša motorične simptome pri teh pacientih. Se pravi, estrogen pri ženskah kot en tak zelo pomemben biološki dejavnik očitno ima neko tako nevroprotektivni učinek, ki ga pa ne vidimo recimo seveda ga ne vidimo pri moških, ker ga je estrogen pri moških je, ampak se nahaja v zelo nizkih koncentracijah. Ko govorimo po vplivu dejavnikov okolja, se pravi, do zdaj smo govorili o tistih bioloških, genetskih dejavnikov, moški so recimo izpostavljeni večjemu tveganju zaradi izpostavljenosti pesticidom, poškodb glave in pa manjše uživanje kave. Se pravi, pač nekako ženski imajo tendenco, da malo več vplivajo kavo, da malo več pijejo kavo. Je pa pomembno to, študije so pokazali že, ne vem, v začetku, se pravi v drugi polovici v bistvu leta 2000, to pomeni, mislim, da je študija bila objavljena 2010 ali 2011, v kateri so ugotovili, da pitje kave vpliva nevroprotektivno, v tem smislu, da pač pri tistih, ki pijejo kavo, bolj pogosto, da je manjša verjetnost za razvoj Parkinsonove bolezni. In pa seveda tisto, kar je zelo pomembno in kar postaja zmeraj bolj pomembno, zdaj se vračajo tiste študije in opažanja, da so recimo Parkinsonovo bolezen se bolj pogosto pojavlja v ruralnih populacijah, se pravi na kmetijah, na podeželju, ravno zaradi izpostavljenosti pesticidom. In zdaj so v zadnjem letu je pač prišel ven nekaj študij, zelo pomembnih v bistvu študij, ki nas je pravzaprav opozorilo na dejstvo, da vendarle verjetno ta izpostavljenost pesticidom postaja oziroma ostaja kljub vsemu, kljub temu, da je v bistvu na kmetijah se pravi za varnost poskrbljeno veliko boljše, kot je bilo pred 30-40 leti, da ostaja še vedno ta izpostavljenost pesticidom pač pomemben dejavnik za razvoj Parkinsonove bolezni. Zakaj v bistvu je druge razlage, zakaj vidimo večjo prevalenco Parkinsonove bolezni pri moških? Zaradi tega, ker mogoče tudi gre za to, da študije, ki so pravzaprav objavljene, se zanašajo na bolnišnično klinično populacijo, kar bi pomenilo, da je pristranskost pri izbiri pacientov, saj so določene študije pokazale, da so moški bolj verjetno napoteni k nevrologu, kar je pa pač pravzaprav po svoje vprašanje neke take, kako bi rekel, diskriminacije. Recimo ene študije so ugotovile, da recimo anketiranje od vrat do vrat, mogoče je bolj, to je tak zlati standard, se pravi door-to-door surveys v angleščini, to je zlati standard pri raziskovanju epidemioloških razlik v različnem kontekstu o različnih boleznih. In to je v bistvu taka stvar, ki bi mogoče bila, kar se tiče, seveda mi nimamo možnosti, da bi pač za vsako študijo
delali ankete in da bi pač uporabljali tako populacijo, mislim, tako v bistvu anketiranje, vendar je to treba imeti v mislih, ko govorimo o različnih pojavnostih Parkinsonove bolezni in verjetno drugih nevroloških bolezni, ne. Kar se tiče spolne razlike v patofiziologiji, ženske kažejo večjo striatalno dopaminergično aktivnost in večjo dopaminergično sintetično sposobnost. To bi poenostavljeno, če povem, kot da ženske imajo večjo sposobnost producirati dopamin. In študije recimo za pozitronskimi emisijskimi tomografijami so pač pokazale, da je presinaptična sinteza dopamina pri moških s starostjo upada hitreje kot pri ženskah, kar bi govorilo v prid temu tistih opažanj, da mogoče je tudi celo progresija pri bolezni, pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo hitrejša kot pri pacientkah. In nekaj drugih takih študij, jaz vas ne bom preveč govoril, ampak v glavnem so rezultati, ki govorijo v prid temu, da dejansko res so določeni patofiziološki mehanizmi, ki jih mi dobro poznamo, pri katerih v bistvu, s katerimi si lahko mogoče razložimo tiste razlike med spoloma pri Parkinsonovi bolezni. Recimo, pri moških višje ravni uratov zmanjšajo tveganje za razvoj Parkinsonove bolezni, mislim, za Parkinsonovo bolezen, ne pa pri ženskah. Recimo, to je pač obratno, v obratno smer, vendar je taka ena, to je bila študija objavljena 2016 v Neurology. Moške kažejo na splošno večjo atrofijo možganov in moteno možgansko konektivnost, ne, se pravi, za razliko od žensk. To je spet študija iz naše skupine, v kateri smo v bistvu ugotovili, da tudi za transkranialno magnetno stimulacijo, se pravi, da so tudi določene elektrofiziološke razlike med moškimi in ženskami z Parkinsonovo boleznijo. Kar se tiče spolne razlike v motoričnih simptomih in napredovanju bolezni, pri ženskih se motorični simptomi pojavljajo pozneje. Ženske pogosteje razvijajo recimo tremor dominantno obliko Parkinsonove bolezni, ki naj bi bila v bistvu še bolj, kako bi rekel, ugodna oblika Parkinsonove bolezni. Ženske so manj toge, se pravi manj rigidne in pa manj bradykinetične, se pravi v celoti mogoče vendarle malo manj recimo tistih glavnih znakov Parkinsonove bolezni, to se pravi rigidnost, bradyhipokinezija in tremor, vendar so manj izrazite pri ženskah. In so ženske v primerjavi z moškimi, recimo, vendar so ženske v primerjavi z moškimi nagnjenih razvoju večje posturalne nestabilnosti, vendar tisti rezultati recimo niso posturalne nestabilnosti, se pravi neravnotežje, se pravi pač težave pri hoji, padci, vendar tiste razlike niso bile potrjene v drugih študijah. Kar se tiče spolnih razlik v motoričnih komplikacijah, to je zadeva, ki jo mi tudi pogosto uporabljamo, recimo pri ženskah se pa pojavljajo več in zgodnejših diskinezij kot pri moških, kljub temu, da ponavadi so na nižjih dnevnih odmerkih dopaminergične terapije. To so tisti dnevni odmerki dopaminergične terapije, pomeni vse. Recimo tipično pacient s Parkinsonovo boleznijo ima tako levo dopo kot tudi recimo dopaminske agoniste in so načini z različnimi formulami, s katerimi mi lahko izračunamo en enotni kazalec, kakšen je ta dnevni odmerek v 24 urah. In seveda, ker so pač ženske manj, ponavadi so pač manjše, potrebujejo tudi nižje odmerke dopaminergičnih zdravil in kljub temu, ko se pač uteži vse skupaj, razvijajo bolj pogosto diskinezije. Večja pojavnost sindroma izvenevanja pri ženskih, to je ta sindrom, ko v bistvu vzamejo recimo pacienti zdravilo, zdravilo deluje 3-4 ure klasično, pa pač izveni tisti učinek proti koncu delovanja zdravila, zato da se pojavi bodisi izklop ali pa če pravočasno vzame pacient levo dopo, da se nadaljuje z fazo vklopa.
študije so pokazale, da je tudi večja biološka razpoložljivost levodope in boljši odziv na levodopo pri ženskah. Druge študije pa niso pokazale neke bistvene razlike, recimo v učinkovitosti dopaminskih agonistov, recimo klasično Requip ali pa Mirapexin ali pa Neupro. Okay. Gremo naprej. Se pravi, druga ena taka zanimivost, kar se tiče recimo tiste zdravljenja pozne faze Parkinsonove bolezni. Recimo, študije so pokazale, to je iz skupine iz Švedske, Gun-Marie Harris in pa Marwan Harris, s katerimi sem sodeloval pri nekaj študijah in v Londonu in na Švedskem. Se pravi, moški so dvakrat pogosteje operirani z globoko možgansko stimulacijo in drugimi stereotaktičnimi kirurškimi posegi, ker globoko možganska stimulacija na svetovni ravni ni edini način, kako lahko zdravimo Parkinsonovo bolezen za kirurgijo, ampak so tudi lezione terapije, ki so se pravzaprav razvile prej kot globoka možganska stimulacija in so ugotovili, da so moški dejansko dvakrat pogosteje operirani z globoko možgansko stimulacijo. To izgleda tako nekako približno, ne? Recimo tale globoko možganska stimulacija z elektrodami, ki se nahajajo v možganih, to se pravi v subtalamičnem jedru na tej sliki, tle v globus pallidus, v subtalamičnem jedru. In je v bistvu tiste študije, ki so bile narejene tudi samo, kar se tiče globoke možganske stimulacije, so ugotovili v bistvu, da celo na svetovni ravni, to je bil en tak lep pregledni članek, da je v bistvu recimo procent žensk z globoko možgansko stimulacijo precej nižji, recimo 39, 37,5, 43, 35 v primerjavi z. Kar bi pa pomenilo v bistvu, da se pravi, morajo biti neki razlogi, zakaj je to. Se pravi, prva stvar, ki nam pade na pamet, to je mogoče odraz splošne prevlade moških nad ženskami s Parkinsonovo boleznijo, se pravi, večja prevalenca, če je v splošni populaciji, v tem primeru pri moških, to pomeni, da seveda je več moških pač operiranih tudi s Parkinsonovo boleznijo. Vendar so tudi druge alternativne razlage, ki pa niso tako všečne, kot naprimer, da nevrokirurške ekipe dajo prednost moškim pred ženskami pri operacijah. Moški imajo več finančnih sredstev kot ženske, ki pa ni pri nas, recimo, noben ne plača za to vrstne napredna zdravljenja, vendar so recimo v tujini tudi države, pri katerih v bistvu pač plačajo, in seveda to je tista znane statistike iz povsod iz sveta, razen redkih primerov, še posebej skandinavskih držav, v katerih je, da moški zaslužijo več kot ženski povprečno, in to pač različni razlogi so, zakaj je temu tako. Še vedno, kljub vsemu, se tradicionalno ženske verjetno posvetijo bolj družinam kot moški. Mogoče je pa tudi to, da se ženski bolj bojijo operacij, ali pa da ženske recimo zaznavajo simptome drugačne kot moški, oziroma da se bojijo več zapletov pri operaciji kot so moški. Kot pri vsaki operaciji lahko pride do različnih zapletov. Se pravi, to so različne razlage. Ene so bolj ugodne, druge so malo ugodne. Nimamo natančnega odgovora na vprašanje, zakaj je, se pravi, dostopnost na koncu koncev operativnih posegov za zdravljenje Parkinsonove bolezni boljša pri moških kot pri ženskah. Ko govorimo recimo o duodopi, to je pa drug način zdravljenja z črpalkami. Imamo tudi drugo črpalko pred kratkim od lanskega leta, Lecigon, za katero nimamo še vedno podatkov. Recimo v tej študiji so ugotovili, da je spet več moških zdravljenih z črpalko duodopo. To je apomorfinska črpalka, v kateri spet je moških več kot žensk. Vidimo, da je tle razlika 64 v primerjavi z 36 in seveda placebo skupino so mogli v bistvu narediti podobno, za podobnim pač procentom na 60 v primerjavi z 40%. Pri morfinski črpalki sicer recimo v tej študiji, ki je bila, mi se mi zdi, žal nisem dal
letnika objave, ampak v glavnem je leta objave, v glavnem je, mislim, da je bilo objavljeno lansko leto, da je v bistvu pri apomorfinski črpalki, tle pa niso naši razliki med spoloma. Zakaj temu tako pa nisem? Mislim, da niso imeli neko intervencijo v tem smislu, da so skušali za nalašč oziroma namenoma pravzaprav narediti skupine pač med moškimi in ženskimi. Lahko je torej pač lahko tudi kakšna metodološka razlaga pri tem. Kar se tiče nemotoričnih simptomov, se pravi, kar vemo, da Parkinsonova bolezen ni samo bolezen motorična, ki se kaže z tresenjem, za rigidnostjo oziroma za bradyhipokinezijo. Je pa tako, da ženske s Parkinsonovo boleznijo ponavadi prekašajo moške pri testih splošnih kognitivnih sposobnosti, kot je recimo ta kratki preizkus poznavnih sposobnosti, Montrealska lestvica poznavnih sposobnosti, Addenbrooke in tako naprej. Tudi ženske so boljše pri testih verbalnega spomina, kažejo hitrejšo psihomotorno hitrost in pa boljše izvršilne funkcije. In imajo manjše tveganje za razvoj kognitivnih motenj kot pacienti s Parkinsonovo boleznijo, moški pacienti s Parkinsonovo boleznijo, moški pa imajo boljše vidno-prostorske sposobnosti. In zdaj, če gremo recimo nazaj na splošne razlike v splošni populaciji, vidimo, da je to v bistvu pač neka refleksija tistih splošnih razlik v splošni populaciji. Znano je, da ženske so boljše pri verbalnem spominu, da verjetno imajo tudi boljšo psihomotorno hitrost in boljše izvršilne funkcije, da so pač recimo moški boljši pri vidno-prostorskih sposobnostih. Tako da to je verjetno res odraz ene take splošne populacije kot neka značilnost, ki velja samo za Parkinsonovo bolezen. Pri drugih, recimo nemotoričnih simptomih, se pravi, zdaj smo pač en slajd posvetili tem kognitivnim sposobnostim, ženske kažejo večjo pojavnost depresije, anksioznosti, utrujenosti in bolečine, kar je pa tudi po svoje nekako spet verjetno odraz splošnih značilnosti oziroma značilnosti v splošni populaciji. Ženske so bolj nagnjene k razvoju depresije, anksioznosti, verjetno tudi bolečin in pa sindroma utrujenosti. Moški kažejo recimo večjo prevalenco tistih vedenjskih REM motenj spanja. REM faza je ena faza spanja, tiste REM motnje spanja se pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo kažejo na ta način, da pacienti recimo kričijo ali pa brcajo po noči in govorijo. Je točna razlaga, zakaj pride do tega. Gre za v bistvu inhibicijo enega jedra, ki se mu reče pedunkulopontino jedro, ki se nahaja v možganskem deblu. Moški kažejo tudi večjo prevalenco pri spolnih disfunkcijah, več težav z uriniranjem, kar je verjetno tudi povezano z tisto prostato, ki ima moške. Matra veliko po 60. letu starosti, imajo več hipozmije. Hipozmija je tisto, kar težko oziroma je zmanjšana sposobnost vohanja, kar je bila značilnost covida, pa nima veze z covidom, ampak je značilnost nevrodegenerativnih bolezni, med ostalim tudi Parkinsonove bolezni. In pa motenj nadzora impulzov, recimo moški spol, mlajši moški, premorbidna zgodovina zlorabe drog ali pa alkohola, depresija in pa višji rezultati za novelty seeking na testih osebnosti, v bistvu so pač neki taki dejavniki, ki v resnici napovedujejo večjo verjetnost za motenj nadzora impulzov, ki se pa pojavi včasih pri pacientih, ki so na dopaminskih agonistih. Tako da to so stvari, ki jih moramo imeti mi kliniki v mislih, ko predpisujemo dopaminske agoniste tem pacientom. Spolne razlike pri aktivnosti dnevnega življenja oziroma kvaliteta življenja se pravi, moški kažejo večje breme življenja zaradi Parkinsonove bolezni in slabšo kvaliteto življenja in slabše aktivnosti dnevnega življenja. Vendar so recimo pri drugih študijah ugotovili, da aktivnosti dnevnega življenja so slabše pri ženskah, ki pa bi lahko bil tudi počasnejši pri njih. In je pač ena taka zanimivost, kljub temu, da so ženske manj pogosto operirane,
operiranja z globoko možgansko stimulacijo. Pri ženskah je učinek globoke možganske stimulacije boljši, kaže se z večjim izboljšanjem aktivnosti dnevnega življenja in večjo v bistvu kvaliteto življenja, ki se odraža tudi pri boljšem emocionalnem in socialnem stanju po sami operaciji, ne. To je ena študija, ki smo jo skupaj z švedsko skupino objavili recimo v Activities of Daily Living in Parkinson Disease Time Gender Perspective. To je tista pregledna študija, o katerem sem prej govoril. Druge spolne razlike v Parkinsonovi bolezni, se pravi ženske pogosteje uporabljajo formalne oblike oskrbe kot moški, se pravi ženske s Parkinsonovo boleznijo, in pa slabša dostopnost do neformalnih neplačanih oblik oskrb pri ženskih, kar pa bi pomenilo spet tista tradicionalna recimo vloga žensk, ki jo privzamejo tudi kot skrbnice, ne. Se pravi, če že ne je recimo v družini, ko gre za tiste neformalne oblike recimo oskrbe, je boljše, da je recimo moški s Parkinsonovo boleznijo kot ženska, zaradi tega, ker so študije pokazale, da je ta neformalna oskrba znotraj družine ali pa znotraj širšega socialnega kroga pri posameznikih boljša, če za paciente s Parkinsonovo boleznijo skrbi ženska. Kar spet odraža, tako kot sem jaz rekel na samem začetku, tiste neke tradicionalne vloge, ki jih privzamejo pacienti z Parkinsonovo boleznijo. To je ta druga študija, o kateri smo govorili. Prva študija ni bila pregledna, se opravičujem, moja napaka. To je bil raziskovalni članek, raziskovalna študija, se pravi, zdaj pa je tisti pregledni članek, v katerih smo ugotavljali razlike v različnih elementih, recimo incidenca, prevalenca, starost ob začetku, progresija bolezni, bradikinezija, tremor, rigidnost, posturalna nestabilnost in tako naprej. In ni samo ta, je več različnih takih študij, se pravi Parkinson's disease in woman, vam ostanejo. Se pravi, prvič vemo, da so recimo pacienti se pravi, da so razlike med spoloma pri pacientih Parkinsonove bolezni večje pri moških. Obstajajo tudi pomembne razlike v motoričnih in nemotoričnih manifestacijah Parkinsonove bolezni in pa tudi glede razpoložljivosti zdravljenja rezultatov zdravljenja pri pacientih, odvisno od spola, in pa, da je treba razlike med spoloma bolje preučiti. Imamo zadosti dokazov, da so razlike prisotne, vendar ne vemo pa pravzaprav, kako jih v bistvu tiste razlike pač zmanjšati. Se pravi, ene razlike seveda se lahko, jih ne moremo zmanjšati zaradi tistih bioloških razlik, ne. Med spoloma so pa določene razlike, ki so seveda zunanji dejavniki s pomočjo socialnega okolja, ki jih lahko seveda zmanjšamo, ne. In pa seveda visoko kakovostne študije so pač pomembne, ki posebej obravnavajo specifično, se pravi, se osredotočijo na različne vidike razlik med spoloma pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo in to je ključnega pomena. Veste, brez raziskovanja pač v bistvu ne moremo znanost in pa ne toliko zaradi znanosti, kot zaradi se pravi klinične prakse po svoje pač direktno ali pa indirektno iz znanosti. To so v Sloveniji, se pravi doktor Kojovičeva, doktor Berlot, doktor Fliser, Mitja Benediktič, naš nevrokirurg, s katerim izvajamo globoko možgansko stimulacijo. Niso vsi tle, ki sem jih navedel, sestra Lidija Cepek in tako naprej, in bi se vam na koncu sam zahvalil za pozornost. To je pomladna po svoje Ljubljane in komaj čakamo
da končno pride pomlad. Bi se pa še enkrat, mogoče je bila taka po svoja tema izbrana za današnji webinar, ravno zaradi tega, ker je 8. marec, vesel 8. marec vsem ženskam, ki poslušate tale webinar danes. S tem bi jaz tudi zaključil, sem pač seveda odprt za vprašanje. Docent Georgijev, najlepša hvala za tole predavanje. Doktor Georgijev, dajva poskusiti vseeno midva odgovoriti na kakšno vprašanje. Zdaj, zelo zanimivo je bilo to, da vi ste nam povedali, da obstajajo določene razlike med moškimi in ženskami, na katere seveda ne moramo vplivati, ker so biološke narave, ampak obstajajo pa verjetno kakšne razlike, na katere lahko vplivamo in jih je dobro poznati. Jaz sem vas pa hotela mogoče malo vprašati iz vaših izkušenj na začetku, ko gre za diagnosticiranje same bolezni, ali so kakšni simptomi, ki jih morda spregledamo in po nepotrebnem ženske prepozno diagnosticiramo ali pa kasneje diagnosticiramo, kakšna taka značilnost, ki je vendarle, tudi če gre za žensko in če morda ne pričakujemo Parkinsona, ker vemo, da ni toliko pogost, pa vse ne smemo spregledati in moramo pomisliti tudi na Parkinsona. Mikrofon. Ja, tako. Tisti osnovni simptomi so pač enaki, vendar ne. V bistvu razlike so recimo v dinamiki razvoja tistih simptomov in pa seveda pojavnosti teh simptomov, tako kot smo recimo ugotovili, da je tremor dominantna oblika Parkinsonove bolezni sicer bolj pogosta pri ženskah kot pri moških, recimo, da pač ženske razvijajo bolj posturalno stabilnost, kar se tiče tistih motoričnih komplikacij, več diskinezij in pa več tistih sindromov izvenevanja. Tako da v bistvu mi, ko govorimo o tistem zgodnem prepoznavanju Parkinsonove bolezni, govorimo bolj o tistem zgodnem prepoznavanju klasičnih motoričnih simptomov Parkinsonove bolezni, ne glede na spol. So pa tudi nemotorični simptomi, ki pa so po mojem mnenju neprepoznane tako pri moških kot pri ženskah. Recimo tista hipozmija, pol pa so tiste REM motnje spanja, depresija, anksioznost, zaprtost. To so pomembni nemotorični simptomi Parkinsonove bolezni, ki pa lahko v bistvu predhodijo razvoju Parkinsonove bolezni vrsto let. Imamo pacienti, ki so rekli, da jaz pa že celo življenje, ko se spomnimo, po vsaj 20 let slabo voham. Ali pa, da sem nekajkrat me žena opozorila, da po noči brcam. To so tiste remotne spanje. Zdaj pa problem je v tem, da mi žal zaenkrat nimamo načina, kako Parkinsonovo bolezen pozdraviti z nevroprotektivnimi zdravili. In v tem smislu ni take potrebe bolezen takrat, ko bomo imeli zdravilo, s katero bomo lahko pozdravili bolezen, zaenkrat je zdravljenje v bistvu simptomatsko ali pa preprečili razvoj bolezni naprej, bo zelo, zelo pomembno, da čim prej celo v asimptomatski fazi prepoznamo, kdo bo, kdo pa ne bo razvil Parkinsonove bolezni. Do takrat je pa praktično neetično, da se pogovarjamo o napovedovanju, kdo bo razvil katero bolezen. Veste, noben noče vedeti, katero bolezen bo razvil, prej kot slej. Ni pomemben podatek, da bom povedal, recimo, da boste razvili bolezen pri 65 letih, ko ste pa stari, 35, pa 40 let. Tako da hočem reči, da pa je res, da sicer pri nas, zdaj so razlike tudi v Sloveniji od regije do regije, mi ne vidimo zelo pogosto, recimo, neprepoznane Parkinsonove bolezni, se pa včasno dogaja, da pač pridejo pacienti za neprepoznano Parkinsonovo bolezen, za neprepoznanim parkinsonizmom. To je pa večplastni problem, recimo, pravič, motečnost tistih simptomov pri posameznikih, dostopnost zdravstvenih storitev in tako naprej. Večkrat slišimo recimo pri nekaterih drugih boleznih, srčnih, recimo, da ženske manj jamrajo in se potem zaradi tega rajš potrpijo kakšno bolečino in tako naprej in se zaradi tega včasih kakšna stvar pač spregleda. Ali
opažate kaj takega v svoji ambulanti pri ženskah? So drugačne bolnice kakor moški? Pravzaprav kvečjemu obratno, ne. Aha. Kvečjemu obratno, ne. Recimo te študije so pokazale, da recimo več čutijo bolečin, več čutijo neko tako utrujenost splošno, kot recimo moški s Parkinsonovo boleznijo, ne. Tako da pri Parkinsonovi bolezni so bolečine del kliničnega spektra bolezni, ne, ampak je pa tako, ne, da se pravi, da bolečine vendarle ponavadi niso pa pač vodilni simptom, ne, Parkinsonove bolezni, ja. Dobro. Greva mogoče še na vprašanja, ki so prišla v chatu, a ne, nekaj takih, mislim, nekatere vprašanja so morda specifična, ampak poskusiva vsaj nekaj na splošno povedati, tudi če se bo zdelo tako, a ne. Ali predhodne nevrološke poškodbe, kot so možganska kap ali nezgodna možganska poškodba, pomembno vplivata na sekundarni razvoj parkinsonizma ali Parkinsonove bolezni? Odgovor je v bistvu ne. Se pravi, če imate recimo možgansko kap ali pa če imate, ne vem, možgansko poškodbo, po svoje ni direktne povezave med temi dejavniki in pač razvoja Parkinsonove bolezni. Se pa lahko, če je recimo ta možganska kap v tistih delih možganih, ki so odgovorni za razvoj Parkinsonove bolezni, kot so recimo bazalni gangliji ali pa črna substanca. Če se strateško, tam mi temu rečemo strateške možganske kapi, če se strateško pojavijo v tistih delih možganih, pa se razvijajo lahko določene oblike parkinsonizma, recimo hemiparkinsonizem. Okay. Še eno vprašanje, bila sem izpostavljena ogljikovemu monoksidu, ali je možno, da sem zaradi tega zbolela? Možno. Ogljikov monoksid je pa druga stvar, ne. Ogljikov monoksid pa pač prizadene prav bazalne ganglije, a ne. Zdaj, ne vem, koliko je gospa bila stara, ko je bila izpostavljena ogljikovemu monoksidu, ali je to bila recimo dejansko zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ali pa je to bila samo naključna, delna ali pa mimogrede izpostavljenost ogljikovemu monoksidu. Jaz ne bi bil 100% seveda siguren, ampak je pa znano, da ogljikov monoksid lahko prizadene bazalne ganglije in med ostalim lahko da pač manifestacijo parkinsonizma, kar pa ni isto s Parkinsonovo boleznijo. To so termini, ki so različni, veste, parkinsonizmov je ogromno, to je cel spekter, Parkinsonovo bolezen je pa sporadična bolezen, ki ima svoje značilnosti in zelo lepo v bistvu definiran fenotip. Dobro. Ali je mogoče, da je dejavnik tveganja za bolezen tudi stranski učinek cepljenja proti meningoencefalitisu, ali je mogoče tudi dejavnik prebolela borelija? Spet bom rekel, da direktne povezave ni. Verjetno sprašuje o klopnem meningoencefalitisu, ki je pri nas v bistvu endemičen. Ja. Ker meningoencefalitis je velik in različni virusi lahko naredijo meningoencefalitis. In virusi določeni lahko, če prizadenejo spet, bom rekel, bazalne ganglije, pa pač lahko dajo kot klinično manifestacijo, se lahko razvije parkinsonizem. Ampak meningoencefalitis vezan za cepivom, kakor je meni znano, pa ni. Pač še tudi borelioza kot taka ne bi smela dati parkinsonizem kot manifestacija bolezni. Dobro, eno vprašanje, če ga prav razumem, če so ženske kaj bolj pridne, a ne, piše, ali imate kakšen podatek o rednosti obiskovanja zdravniških pregledov glede na spol, in če ima to kakšno povezavo z razliko v Parkinsonovi bolezni med spoloma? To je ful dobro vprašanje, v bistvu, mogoče bi to lahko pregledali našo dokumentacijo, ne. Meni, kakor jaz vem, ni znano, ne, sem rekel, da so določeni to, da je pač mogoče vendarle dostopnost do nevrologa recimo boljša za moške kot za ženske, ne. Ki bi jo bilo treba raziskati, ne. Ja, zakaj bi lahko bila za njih bolj dostopna? Večkrat jih očitno napotijo v nevrološko ambulanto ali kaj?
napotijo, to je spet tako, ne vem, zakaj je pač ne vem, ravno v avtu, ko sem se prijel v službo, so govorili o tem, kako je v Sloveniji, ne vem, koliko ministric v vladi. Težko, ne vem, a je boljša dostopnost, recimo politična kariera, sprašujem, ne, bolj dostopna za moške kot za ženske, ali ženske se manj zanimajo, recimo, Tako jim ni privlačno, ja. za politično kariero, ne. Ali pa enostavno, pač ne vem, družba je še vedno tako enostavno naredi prav obratno, ne. Politična kariera manj dostopna za ženske, enako je tudi pri tem, ne. Recimo bias, zakaj bi to bilo pač bolj dostopno, seveda ni, še najmanj ne pač po svetu, po mojem, danes diskriminacije, recimo rasno diskriminacije je pač vse povsod prisotna, ne. Spolna diskriminacija pa pač zmeraj manj, vsaj recimo v tistem recimo bogatejšem delu sveta, ne. Tako da težko se v bistvu pač odgovorimo na to vprašanje, zakaj bi bila recimo pač dostopnost pravzaprav. Saj sem to rekel, mogoče zaradi nekega biasa, ne, se pravi neke pristranskosti pri izbiri pacientov, ki jih pač tudi ne moreš v bistvu zavestno zaznati, ne. Saj zato gre pri tistih biasih ponavadi. Kaj si pri biasu, pač pri pristranskosti si prepričan, da je temu tako, ali pa sploh ne premišljaš o tem, da je pač kakršnakoli pristranskost, ne. Dobro, še eno vprašanje imava. Zanimalo bi me, kako pogosto se izvedejo genetska testiranja, katere bolnike so to vključi, glede na to, da so antioksidativni procesi tudi tukaj omenjeni kot možen vzrok ali faktor, ki pospešuje progresijo, ali je smiselno ob terapiji imati še antioksidante in katere? Dve vprašanji sta, ja. Veste, kako je, zdaj takole, kar se tiče genetike, mi imamo protokol, koga napotiti v bistvu na genetiko, tako kot sem rekel, zaradi tega, ker pač so genske oblike Parkinsonove bolezni zelo redke. In genska testiranja so še vedno razmeroma drage in pač ne pošiljamo vsakega zaradi tega, ker pač pol na koncu bi imeli, ne vem, recimo 5% pa še manj pozitivnih testov od testiranih, ne vem, 10,000, ne, bi imeli recimo 50 pozitivnih, pa ne vem, ostalo pa bi bilo pač negativnih in se v bistvu pač ne splača med ostalim, če smo čisto iskreni, tudi zaradi tega, ker pač direktno zaenkrat ne vpliva na zdravljenje Parkinsonove bolezni, čeprav določene genske oblike Parkinsonove bolezni imajo tudi značilnosti, ne, ki jih pač s katerimi v bistvu, ki jih razlikujejo od, mislim, specifičnosti, ki jih delajo različne kot recimo tale sporadična oblika Parkinsonove bolezni. Recimo, če gre za jasne indice, da gre za familiarno družinsko obliko Parkinsonove bolezni, se pravi, v družini je recimo mama ali pa oče zbolel za Parkinsonovo boleznijo, ali pa recimo v kakšnem drugem, recimo kolenu, a ne. Če se bolezen pojavi pri mlajših, ne, in to mi vedno delamo, recimo, če je nekdo mlajši kot 40 let, pa se pojavi Parkinsonovo bolezen, pa če smo čisto iskreni, če nekdo zboli med 40 in 50 letom starosti, ne. Še vedno je to premlado, recimo za razvoj Parkinsonove bolezni, pa razmišljamo o možnem genskem testiranju, tako kot sem rekel, pri nas je genetika danes, klinična genetika tako dobro razvita, da pač nič ne zaostajamo za bogatejšimi državami. In vsak v bistvu pač, če so izpolnjeni kriteriji za napotitev genetiku, ga tudi pač napotimo. Kar se tiče tega drugega dela vprašanja, kar se antioksidativni procesi. Veliko pacientov s Parkinsonovo boleznijo jemlje Q10, koencim Q10, tisto, kar je zdaj tudi omenjeno, recimo kurkumin in tako naprej, nekega trdnega dokaza, da vplivajo na potek bolezni ali pa da izboljšajo bolezen kot tako, ne, nimamo, žal nimamo. No, je pa nekaj študij res, ki so pokazali, da mogoče je v bistvu učinek teh zdravil oziroma prehranskih dodatkov, kakorkoli že, ne tak, da mogoče pač izboljšajo tako ali pa drugače Parkinsonovo bolezen, ne. Nimamo pa dokaza, da dejansko res ti antioksidansi
da v bistvu izboljšajo ali pa da upočasnijo napredovanje bolezni. Ker v trenutku, ko bomo pač imeli, verjetno bomo pač recimo raziskovalna javnost, znanstvena javnost bo to vzeli kot zelo resen indic, da bi mogoče tam bil, in to tudi delajo, delamo pri vseh naših raziskavah, da pač mogoče je eno od tistih antioksidansov možno zdravilo, s katerimi bomo lahko pač spreminjali potek bolezni. Torej, še eno vprašanje, kako preprečiti nenormalno slinjenje, ki je zelo moteče? Hvala za odgovor. To je pa en konkreten problem. Ja, najboljši način preprečiti v bistvu tisto slinjenje, v bistvu problem, kaj je slinjenje bolezni, to, da v bistvu ne morejo zadosti kvalitetno požirati, kar je manifestacija bradyhipokinezije. V bistvu je z botulinskim toksinom, to so injekcije, ki se dajo v železne slinavke, ki se nahajajo tle in pa tle, in se pač na ta način prepreči v bistvu slinjenje. To je najboljši način. So tudi drugi načini, veste, ki jih mi uporabljamo recimo v bolnici, ampak niso pa ravno ustrezni tisti zdravljenje oziroma za kontrolo slinjenja pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo v domačem okolju. Tukaj je še eno vprašanje, kakšna je možnost zdravljenja z metodo podobno dr. Bredesenovi za zdravljenje Alzheimerjeve? Ne vem, kakšna metoda je to. Mislim, da je nek zdravnik, jaz zelo malo vem o tisti metodi zdravljenja. Ni nobenih podatkov. Učinkovito ne vem, če se je kdo recimo lotil zdravljenja Alzheimerjeve demencije. Pri Alzheimerjevi demenciji je pa tudi tako, v bistvu nekega učinkovitega zdravljenja pač ni, tako da težko bi si sigurno bi vedeli, če bi bila pač neka res učinkovita metoda zdravljenja Alzheimerjeve bolezni, bi jo seveda uporabljali. Ali je možno, da ženske manj oziroma pozneje napotijo k nevrologu, ker jim zdravniki v začetku bolezni simptomov pripisujejo težave zaradi menopavze? To je spet eno tako specifično raziskovalno vprašanje. Ali so recimo simptomi menopavze bolj, simptomi menopavze vendarle niso toliko pogosti. Mogoče je, recimo pri menopavzi se pojavlja recimo utrujenost, ampak se ne pojavlja upočasnjenost, se ne pojavlja rigidnost, se ne pojavlja recimo tresenje. Tako da ne bi rekel, mislim tako, čisto nepreverjeno zdaj, ne bi rekel, da je to zaradi tega, ker pač pripisujejo recimo, da so recimo pozneje prepoznani pacientke za Parkinsonovo. Bi pa bilo treba pač recimo to spet tako pogledati, recimo v tisti določeni skupini pacientov oziroma pacientk, kakorkoli že v menopavzalnem obdobju, kakšen je odnos ali pa kakšna je pojavnost recimo Parkinsonove bolezni in ali je to lahko ena taka razlaga, zakaj. Ja, včasih se to zgodi, če so simptomi zelo podobni med sabo. Dobro, zdaj nekaj vas je tudi prekinjalo, tako da se opravičujem, če sem uskočila, ampak zdaj bi pa jaz tako rekla, ampak se bo. Midva sva izčrpala vprašanja. Zdaj imamo še en dolg, in sicer tisto anketo, če bi nam Ana pokazala morda odgovore, da pogledamo, kaj pravzaprav naše gledalce zanima. Vidimo, da kar veliko stranskih učinki zdravil, seveda, to je tema, ki nas vse vedno matra, in pa fizioterapija za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Doktor Georgijev, vse kronične bolezni v zadnje čase ugotavljamo, ni dovolj, da daš človeku samo zdravilo, celotna oskrba teh bolnikov je zelo pomembna. Veliko različnih strokovnjakov potrebujejo. Kako smo v Sloveniji s fizioterapijo? Ponavadi nam jo imamo malo premalo. Nismo dobri, vse posebej pri Parkinsonovi bolezni, pa ne samo pri Parkinsonovi bolezni, pri vseh nevrodegenerativnih boleznih žal opažamo primanjkljaj dostopnosti do rehabilitacije. In to je v bistvu pač
adresirati, no. Med ostalim verjetno tudi, se pravi, to je pač širši družbeni problem, ne, zakaj recimo, ne vem, je dostopnost rehabilitacije boljša za paciente po možganski kapi, ki si absolutno zaslužijo seveda rehabilitacijo, kot pač pacientov s Parkinsonovo boleznijo. Med ostalim tudi zaradi tega, ker verjetno klasično razmišljanje je tako, da pacienti, ki imajo kronične bolezni, veste, da so manj dovzetni do rehabilitacije, do izboljšanja stanja po rehabilitaciji, kot recimo pacienti, ki imajo recimo neke take akutne bolezni, kot je recimo možganska kap, ali pa recimo, ne vem, multipla skleroza in tako naprej. Vemo, da je to zelo pomembno, ne? Mislim, veliko koristi imajo v bolniki. Da pač enostavno omogočajo recimo rehabilitacijska zdravljenja, enostavno niso, to pomeni naša zavarovalnica, enostavno jih je treba pač prepričati, da temu ni tako, ne. Da je v bistvu, da vsi pacienti v bistvu potrebujejo rehabilitacijo, ker na koncu, veste, mi lahko vplivamo na določene simptome z zdravili, ampak veliko je pol na koncu z fizioterapije. Tista, ki bo pač, ki da na koncu nek tak fine tuning ali pa še stvari, ki jih sploh ne moremo zdraviti z zdravili. To je recimo posturalna nestabilnost, težave pri hoji. Videla sva med odgovori tudi depresijo, a ne, ki si jo mnogi želijo kot temo, sklepam, da je to tudi spremljevalka, pač tako kot pri številnih kroničnih boleznih. Ne samo spremljevalka, ampak je pač v bistvu taka, kako bi rekel, ni samo zaradi Parkinsonove bolezni, se pravi, ne gre za reaktivno depresijo. Depresija v sklopu Parkinsonove bolezni, ne, in jo je treba zdraviti, ne, in je marsikdaj neprepoznana, ne, depresija kot taka, tako da je pač kar velik problem lahko, če je neprepoznana. A zdravljenje v bistvu depresije bistveno lahko izboljša pa pač kvaliteto življenja pacientov s Parkinsonovo boleznijo. Na koncu smo še pri stigmi, tako kot človek bi mislil, da v tem stoletju že počasi opravljamo s temi stigmami, ampak očitno ne. Morda na kratko še s tem zaključiva. V zadnjem času skušam uporabiti v bistvu drug termin, bolj oseba s Parkinsonovo boleznijo, kot pacient, bolnik s Parkinsonovo boleznijo. Recimo derogativno je tudi uporaba posebej Parkinsonik in tako naprej, ne, ki je še vedno v zelo široki uporabi, ne. Mislim, da stigma je pač še vedno kar prisotna, veliko je tudi na tem, kako pacienti recimo s Parkinsonovo boleznijo sprejmejo diagnozo in kako se v bistvu sami po svoje spopadajo z Parkinsonovo boleznijo. Jaz vedno rečem, da je Parkinsonova bolezen pač, pridejo pacienti, seveda vedno je težko nekomu povedati diagnozo. In eni pacienti so manj prizadeti, drugi pacienti so bolj prizadeti. Je veliko v bistvu na tem, kakšen je odnos v bistvu pacienta do bolezni pri stigmi, a veste, ker je to zadeva zelo odvisno od tega, kako pač pacient, kako oseba taka stvar, ki jo velikokrat recimo ljudje mešajo, je recimo Parkinsonova bolezen in pa, kar pomeni po defaultu nekako, da gre tudi za demenco, kar pa v bistvu ni res. Mešajo recimo demenco z Parkinsonovo boleznijo, ne, ali pa Alzheimerovo demenco z Parkinsonovo boleznijo. Težkih zgodb ljudi, ki so recimo v vozičku zaradi tega, ker imajo Parkinsonovo bolezen. Veste, spletu ni treba ravno zaupati, ne, razen če ne prihaja iz preverjenih virov. Je v bistvu vprašanje zastaviti pravzaprav pač pacientom s Parkinsonovo boleznijo, kako sami dojemajo, ne, Parkinsonove bolezni. Je pa zanimivo, recimo, ena študija je pokazala pred parimi leti, da je zelo odvisno, kako pacienti dojemajo svojo bolezen in bolezensko stanje od tega, kako zdravnik bolezen sporoči.
ne. Se pravi, če to poveš na hiter, se pravi, tak po svoje se pravi, na hiter, grob način, ne empatičen način, točno to besedo sem iskal, ne. Na neempatičen način je dojemanje bolezni v bistvu lahko pač veliko bolj in celo, ste se ugotovili, da so objektivno so slabši kot tisti pacienti, ki so se pač v miru pogovorili, recimo z zdravnikom in so jim pač enostavno razložili, zakaj pravzaprav gre, ne. Zdaj, pri nas je pa problem v tem, da recimo mi v nevrološki ambulanti, nevrologija je pa taka veda, da včasih kar kompleksni, včasih rabimo več časa, imamo 30 minut za prvi pregled in pa 15 minut za kontrolni pregled. In to je absolutno premalo za to, da bi se res dejansko posvetili pacientom, ne. Tako da včasih tudi zamujajo pregledi, se pravi, ko je treba, jaz si vedno vzamem čas recimo za paciente med prvim pregledom, pa pač ne vem, so toliko dolgo v ambulanti, kolikor morajo biti, pa seveda ostali pacienti pa pač majčkeno počakajo, ne. Dobro. Najlepša hvala za vaše predavanje in za vse izčrpne odgovore. Meni je zelo žal, da smo gospo Likar neuspešno priključili, čeprav je pred tem... V imenu mogoče gospe Likar, pač je to društvo Trpetlika, ki v bistvu skrbi že dolga leta s Parkinsonovo boleznijo, tako da je več različnih v bistvu aktivnosti za paciente, za svojce. V bistvu preko društva pravzaprav skušamo nekako skompenzirati tisti primanjkljaj časa pa resursov v ambulanti in se srečamo z pacienti tudi na taborih, ki jih organiziramo. Smo jih organizirali pred epidemijo 2-krat na leto, bomo skušali tudi nadaljevati recimo z tem tempom, pa pač tudi izboljšati. Tako da, hvala lepa za vabilo še enkrat. Hvala, gospa Likar, mi vsi vemo, da pacienti s Parkinsonovo boleznijo imajo vsaj to srečo, da imajo močno društvo in poznamo vaše aktivnosti. Predlagam, da se o njih morda ob priliki še pogovorimo, pa bomo k temu posnetku, ker vedno dodamo tudi pisni povzetek dogajanja na webinarju, bomo pa dodali še kratko predstavitev vašega društva, da se na ta način oddolžimo in damo možnost, da si ljudje morda preberejo, če jih še kaj zanima. Sicer pa veliko sodelujemo tudi z vami, pa upam, da bo v kakšni priložnosti možno še kaj spregovoriti. Tako da se jaz vsem lepo zahvaljujem za vašo pozornost in potrpežljivost, da ste do konca z nami zdržali, da ste nam postavili veliko vprašanj. To kaže, da je bila tema prava in zanimiva in vam želim veliko sreče in upam, da se kmalu spet ob eni od zanimivejših tem vidimo. Hvala in nasvidenje.